naj bo še moja pleša malo na soncu, da ne bojo samo vaše. Lepo pozdravljeni vsi, ki smo se danes tukaj zbrali pri blagoslovu teh dveh pomnikov. Poleg službe v vojski upravljam še eno župnijo, kjer je bil prej mariborski, sedanji mariborski nadškof Alojzij Cvikl. To je župnija Vitanje, mejimo tam nekje na vrhu Rogle. In pride ravnateljica k meni z idejo in projektom: gospod, v letošnjem letu bi želeli, ko ste zdaj izdali tako lepo knjigo o vseh vitanjskih cerkvah in podobno, bi pa želeli narediti za kraj v občini Kočola zbirnik vseh svetih znamenj. Zakaj je tam križ? Zakaj je tam kapelica? Kaj se je zgodilo tam in podobno. Mnogi križi so nastali, ko se je nekdo zaobljubil, šel na prvo fronto v prvi svetovni vojni. Gospod, če pridem živ domov, bom postavil ta križ. Gospod, če pridem živ domov, bom postavil to kapelico. Nove znamenja, ki so posejana po naši prelepi domovini, pa so tudi, imajo zgodovino kakšnih nesreč, kakor tudi to današnje znamenje. Ko razmišljamo o vseh teh podobah, križih in težavah, ki jih imamo tudi mi v življenju, se mi zdi ena taka čudovita simbolika. Povejte mi, a ste že videli vi kdaj fajmoštra, duhovnika, da bi dal blagoslov brez križa? Jaz ga še nisem. In takšna je tudi naša realnost življenja. Za vsak uspeh, za vsak podvig je potrebna neka odpoved, trpljenje, včasih razočaranje. Koliko muskel fibra mora imeti športnik, da doseže lovorjev venec? Koliko odpovedi? In pogostokrat gre samo preko križa, pot, po krščansko bi rekli, do vstajenja, do večne zmage. In kakor se to dogaja v našem osebnem življenju, tako se nam gotovo to dogaja tudi v našem vaškem življenju, občinskem in, če hočete, tudi državnem. Kolikokrat moramo kaj potrpeti, kakšno resnico ali neresnico preslišati, ali je ne komentirati in podobno. Toda tudi Jezus je dosegel venec slave preko trpljenja, preko križa. Hudo je, ko ti preluknjajo roke, dobra rana se zaceli. Najhujša rana pa je seveda naš jezik, naša jezična puščica. Ko te pa tista zadane, posebej, če je to od osebe, ki si jo ljubil ali ki te je ljubila, sicer brazgotina se zaceli, rana pa ostane vse do smrtne postelje. In tukaj nam danes prihaja nasproti ta usmiljeni oče. Kolikokrat sem že jaz bil podoben temu drugemu sinu, ko sem vse zaluftal, pa so mi predstojniki v vojski zaupali, pa mi je škof zaupal, a jaz sem kar v življenju zglajzal kam. Kolikokrat sem bil nevoščljiv, kolikokrat sem marsikaj v življenju zapravil. In naj vam tukaj na tem mestu povem tisto znano Slomškovo misel. Drevo priveže k
kolu, ko je mlado. Takrat bo raslo ravno. Če boš želel zravnati staro drevo, ga boš zlomil. Bog nam naj da modrosti, nam tukaj zbranim, našim voditeljem, našim kulturnikom, gospodarstvenikom, politikom, da bi se zavedali, da so naše roke ustvarjene za drugega. Ne vem, če se že bili gotovo vsak kdaj ob umirajočem človeku. Do danes še nikogar nisem videl, ki bi umrl takole, z stisnjenimi dlanmi. Ko človek umre, iztegne roke. Zakaj bi bilo to samo v smrti, če lahko to že danes? Amen.